No, lepo pozdravljeni. Danes se podajamo na eno res epsko potovanje. In sicer od tistih ikoničnih, nepozabnih mest iz Vojne zvezd, pa vse do ene precej drzne vizije, kakšna bi lahko bila prihodnost človeštva tam zunaj, v vesolju. Res, čaka nas prava pustolovščina. In ja, tole je res tisto osrednje vprašanje. Kaj se lahko iz teh izmišljenih svetov naučimo o naši čisto pravi prihodnosti? Ker, veste, znanstvena fantastika, to ni samo zabava, niti približno. Včasih je navdih, včasih je opozorilo, ampak vedno je kot neko ogledalo, ki nam kaže, kaj bi lahko nekoč postali. Pa naj bo to v naših najlepših sanjah ali pa tistih najhujših nočnih morah. Torej, pot bo potekala nekako takole. Najprej se bomo čisto zares potopili v tisto galaksijo daleč stran. Poskusili bomo razumeti logiko za temi neverjetnimi svetovi Vojne zvezd. Potem pa bomo to domišljijo uporabili kot nekakšno odskočno desko in si zastavili vprašanje, kaj od vsega tega bi lahko nekoč postalo tudi naša resničnost? Pa začnimo. Prva postaja ogled teh res masivnih galaktičnih mest. Govorimo o svetovih, ki so dobesedno spremenjeni v eno, samo ogromno, neprekinjeno mesto. Ok, za začetek ena res usuplula številka. 1000 milijard. To je ocenjeno število prebivalcev Koruskanta. Planeta, ki je v celoti, ampak res v celoti, prekrit z mestom. Si predstavljate? Planet, kjer se stolpi dvigajo kilometre in kilometre visoko in kjer ne vidiš niti enega samega koščka narave. To je absolutno srce galaksije. Seveda se takoj vprašamo, kako za vraga nekaj takega sploh deluje. No, odgovor je neverjetna tehnologija. Vse temelji na tem. Imamo repulzorje, ki dobesedno kljubuje gravitaciji in omogočajo, da celi predeli mesta lebdijo. Potem so tu ogromni fuzijski reaktorji, ki napajajo cel planet in nad vsem tem umetna inteligenca. Ona je kot nek nevidni dirigent, ki usklajuje 1000 milijard življenj. Popolna učinkovitost. Ja, ampak to seveda takoj odpre vprašanje, koliko prostora potem sploh ostane za kaos in svobodo? Ampak seveda, ni vse tako bleščeče in urejeno. Sploh ne. Poglejmo si zdaj čisto drugo plat medalje. Stran, ki je pooseblja ena zloglasna lokacija, Tihotapska luna. Nar Shada. To je čisto popolno nasprotje Korusanta. Predstavljate si vertikalno mesto, ampak brez kakršnega koli reda. Polno neonskih luči, sumljivih igralnic in, nevarnosti na vsakem koraku. Tukaj ne vlada noben senat. Tukaj vladajo kriminalni sindikati. In preživetje? Odvisno je samo od lastne iznajdljivosti. In tale primerjava res lepo pokaže tisti temeljni dualizem galaksije. Na eni strani imamo Korusant, bleščeče srce reda, nadzora, moči. Na drugi pa Nar Shadaja, njegovo kaotično senco. Svet, kjer pravila pišejo najmočnejši, preživijo pa samo, najhitrejši. No, ampak ni vse samo črno-belo, red proti kaosu. Poleg teh dveh ekstremov obstajajo tudi zelo specializirana mesta, skoraj bi jim lahko rekli utopije, zgrajene z enim samim zelo specifičnim namenom in to na res neverjetnih lokacijah. In da bi razumeli eno tako mesto, recimo mesto v oblakih, moramo najprej razumeti, kaj je plin Tibana. Gre za tako redek in dragocen vir, ključen za hiperprostorske pogone in orožje, da dobesedno upraviči gradnjo cele lebdeče metropole visoko v atmosferi plinskega velikana. To je mesto, ki obstaja izključno in samo zaradi enega samega naravnega vira. Noro, ne? Potem pa imamo Hosjan Prime. To mesto je bilo dobesedno simbol upanja. Prestolnica nove republike. Sama arhitektura je odražala ta idealizem, povsod parki, svetloba, harmonija z naravo. Ampak njihova usoda, popolno uničenje. To je res krut opomin na to, kako krhek je v resnici mir. In uči nas, da tudi najlepše sanje lahko v trenutku uniči brutalna gola sila. To je res močno sporočilo. Ok, do zdaj smo videli te res neverjetne, izmišljene svetove. In zdaj pridemo do ključnega vprašanja. Kako premostimo to ogromno vrzel med domišljijo in tisto resničnostjo, ki jo dejansko lahko zgladimo? Poglejte, ambicioznost teh zasnov je res nekaj posebnega. Od planetov, ki so eno samo mesto, do lebdečih rafinerij, ravno to nas sili, da tudi sami sanjamo večje. In to nas pripelje direktno do naslednjega, morda najpomembnejšega vprašanja.
Bi lahko človeštvo, bi mi kdaj lahko gradili na tak način? Pustimo zdaj za trenutek fikcijo ob strani in se vprašajmo čisto zares. Kaj bi bilo potrebno, da bi zgradili nekaj, vsaj približno tako veličastnega? V redu, poglejmo si en konkreten primer. Naredimo miselni preskok. Kaj, če bi vso tisto ambicijo, ki smo jo videli pri gradnji Coruscanta, usmerili v en sam, ampak res ogromen, konkreten projekt? Recimo v gradnjo masivne orbitalne ladjedelnice za prve prave človeške zvezdne ladje. Predstavljajmo si torej prizorišče. Leto je recimo 2150. Visoko v zemljeni orbiti lebdi absolutno kolosalna struktura. Večkilometrski hangar, narejen iz litin, ki se same popravljajo. In tam notri, tam se rojeva naslednja generacija naših vesoljskih plovil. To ni več vojna zvezd. To je spekulativni inženirski projekt naše prihodnosti. In kaj bi za kaj takega potrebovali? No, tukaj so nanizane nekatere tehnologije. Ampak pozor, to niso več samo neke izboljšave. To je kvantni preskok. Govorimo o 3D tiskanju na atomski ravni. Predstavljajte si, da ne tiskamo več s plastiko, ampak sestavljamo z litine, dobesedno atom za atomom. S tem bi ustvarili materiale z lastnostmi, o katerih danes lahko samo sanjamo. Potem so tu kvantni AI inženirji, fuzijski reaktorji, vojska droidov, celo teleportacijski žerjavi. Sliši se noro, ampak to je smer. In kako bi potem potekala gradnja take ladje? Poglejmo si proces. Vse se začne s kvantno umetno inteligenco, ki v nekaj minutah zriše celoten načrt. Potem 3D tiskalniki z nanomaterialom natisnejo ogrodje ladje. Sledi sestavljanje. Droidi z lasersko natančnostjo nameščajo in varijo komponente. In na koncu, še preden ladja sploh zapusti hangar, simulatorji hiperprostorskega pogona preverijo vse sisteme. Učinkovitost je maksimalna, človeška napaka praktično neobstoječa. In s tem smo nekako sklenili krog. Povežimo zdaj ta dva svetova. Svet domišljije iz vojne zvezd in pa svet te naše spekulativne realnosti. Kaj nam te velike zgodbe v resnici sporočajo? In tole je morda najpomembnejše spoznanje. Znanstvena fantastika, ona v resnici ne napoveduje prihodnosti. Ne, ona zagotavlja njen načrt. Vse te velike, nore ideje, ki jih vidimo v vojni zvezd, niso samo pobeg iz resničnosti, so navdih, so osnutek za resnične znanstvenike in inženirje, ki potem poskušajo to, kar se zdi nemogoče, spremeniti v mogoče. In na koncu nas vse te zgodbe, vsa ta razmišljanja, pustijo z eno samo, ampak res mogočno mislijo, da je pred nami prihodnost, kjer je človeška domišljija res edina meja. In tako se na koncu vprašajmo, katera od današnjih morda najbolj norih in fantastičnih idej bo postala temelj sveta, ki prihaja.